Novo mesto, bela cesta, hiše visoke do neba. Tam smo mi doma. V centru mesta do naše hiše vodi cesta. Naokrog je zelenje, sonce tu sije močneje. V naši hiši je zaklad. Vanje vstopi, kdor ima znanje rad. Se še spomniš svojega prvega dneva na naši šoli? O ja, le kako bi ga pozabil. Prvi šolski dan je vedno najbolj vznemirljiv. Spomnim se, kako me je bilo strah, še preden se je vse skupaj sploh začelo. Vsi dijaki prvih letnikov smo se zbirali zunaj pred šolo ter nestrpno čakali, da izvemo, kdo bo naš razrednik. Ko nas je razredničarka odpeljala v razred, sem se počutil že malo bolj domače in po zanimivem dopodnevu sem se vesel odpravil domov. Kakšen pa je bil tvoj prvi šolski dan? Ja, očitno so profesorice in profesori na naši šoli res predani svojemu delu, ker vam je spodobno izkušnjo. Imam namreč odlično razredničarko, ki mi vedno pomaga. Njihova predanost pa se ne kaže le pri razredništvu, temveč tudi pri pouku. Ko smo pri slovenščini obravnavali Prešerna, je profesorica priredila tekmovanje, kjer smo si dijaki izbrali eno njegovo pesem ter jo predelili tako, da je govorila o nas. Nastale so res zanimive pesmi. Eni lahko prisluhneva kar sedaj. Ko brez miru v šolo divjam, prijatelji vprašajo me kam. Vprašajte raje moje ocene, vprašajte raje svoje ocene, ker kadar šut dobite, drvite sem ter tja kot vihar. Vi ne veste, jaz ne vem, kam po šoli poletel bom. Samo to vem, da na popravca ne smem, zato šutov pridobiti več ne smem. Wow, to je bil pa izziv. Meni je najbolj všeč medpredmetno sodelovanje. Poglej, kako se lahko dobro povežeta fotografija in matematika. Pozdravljene dijakinje. Danes bomo fotografirali ta jabolka. Da bomo lažje ugotovili, pod katerim kotom bo nastala najboljša fotografija, nam bo profesorica matematike pomagala izračunati kot. Torej, prejšnji teden smo se že učili, kako izračunamo kote. Ker vas je zanimalo, kako vam bo to koristilo v življenju, imate sedaj nalogo, da v tej šolski uri ugotovite, pod katerim kotom bo nastala najboljša fotografija. Torej, želim, da kot najprej izračunate, potem pa še posnamete fotografijo. Na koncu bomo pa vse fotografije primerjali med sabo in ugotovili, katera je najboljša. Kar začnite. Da si je dobro izbrala. Ok, čas je potekel. Prosim, da mi fotografije pošljete na mail, da jih bomo lahko vsi videli. Zanimiva izbira kota. Ta bi bila sicer v redu, če bi upoštevala svetlobo, pod katerim kotom pada svetloba. Manca, rekel sem, da hočem fotografijo jabolka, ne tebe z jabolkom. Na tej sliki lahko vidite jabolka čisto drugega zornega kota, kar je res zelo pohvalno. Wow, Sara, ta je pomen popolna. Res je odlična. Kako si izračunala ta kot, Neža? Kakšen kot? Kot, pod katerim si posnela fotografijo? Morali smo izračunati kot. Ja, kaj si pa ti naredila? Ja, jaz sem se samo sprehodila okoli mize, naredila par različnih fotografij in pač poslala najboljšo. Ojoj, katastrofa.
trnovskih vrb se preja k zemlji sklanja. Sta se skrila k zvezdam za en, ljubim te. Še polna pesmi zbrucovanja, vsa v napevu vzemi me, sklonil se bo k njej, ubogal jo molči. Noč trnovskih vrb bila je krst ognjen, sploh verjela niko več ga ni bilo. Zdaj v prazno vsi večeri njeni, v zlati ladici tako, sklene, da v srce verjela več ne bo. Dekle iz zlate ladice, mladost le kam beži, zakaj srce spet dati se bojiš? Dekle iz zlate ladice, če on še enkrat bi igral, prav vse za noč trnovskih vrb bi dal. Kmalu bolje svojo stare vrbe skril, saj je v ladici veselo vsak večer. Ko bo prvič brez srca ljubila, našla bo pozabe vir, srečna, ker ljubezni prave ni nikjer. Dekle iz zlate ladice, mladost le kam beži, zakaj srce spet dati se bojiš? Dekle iz zlate ladice, če on še enkrat bi igral, prav vse za noč trnovskih vrb bi dal. Dekle iz zlate ladice, mladost le kam beži, zakaj srce spet dati se bojiš? Dekle iz zlate ladice, če on še enkrat bi igral, prav vse za noč trnovskih vrb bi dal. Prav vse za noč trnovskih vrb bi dal. Poglej te fotografije. Ta prizor pa moram nujno ujeti v objektiv. Ampak, zakaj je tako slaba svetloba? Vidva, se lahko prosim pomaknete za 2 koraka v desno? Da, seveda. Se opravičujem, vendar ne najdem pravega kota. Hej, ti si pa fotografa, ne? Kaj te fotografije so tvoje? Ker niso glih najboljše. Koliko pa ti zaslužiš na mesec? Ja, najbolj ne glih veliko, glede na to, da tole delaš, ne? Jaz ti priporočam, da se ti zaposliš v mojem podjetju, boš prvič veliko bolj zaslužil, ker če boš ti še kar naprej delal takele fotografije, se bo tvoja prodaja drastično znižala, drastično. Jaz bi ocenil kar za 40%, ampak ne samo, da se bo prodaja znižala. Tudi tvoje ime bo iz dneva v dan slabše. In zdaj najpomembneje je ime, da imaš dober ime in to je vse. In če boš ti delal pri meni, ti boš imel vrhunsko ime. Pomisel. Pa vrš to iz kamere spominsko kartico že v smeti. Ne moreš tega več delati. Morda pa ima prav. Lahko ti zaupam. Pokliči me, ko bo čas za delo. Pozdravljeni. Jaz sem imam ene zelo dobre fotografije na eni spominski kartici, res vrhunske fotografije, ja.
Koliko bi pa stalo razvijanje vseh teh fotografij? A je to drago? Kaj pa, če bi mi dali en tak količinski popustek, ha? A veš, sam tako malo za prijatelje, jaz pa vam pol posledično povečam promet, ker bom povedal še vsem ostalim svojim prijateljem in bodo pol oni nakupovali v vašem podjetju in bo vse ful fajn. Ja, odlično, najlepša hvala. Glej, moja fotografija, avtor pa moj prijatelj. V šoli pa so nas učili, da je potrebno gojiti etiko ekonomije, financ in dela. Trgovec postaja vedno bolj svetovalec kupcu, zato je dobro, da poznaš psihologijo prodaje in druge mehke veščine. Učili so nas, da je treba delati odgovorno in spodbujati odnose lojalnosti. Se lahko pogovoriva? Tudi jaz sem želel govoriti s tabo. Mi lahko prosim pojasniš, kaj dela moja fotografija s tvojim podpisom v tej reviji? Ja, ker si te v to spominsko kartico stan vrgel, sem pač jaz hotel vzeti te dobre fotografije in jih razviti v svoje lastno delo, ne? Ja, oprosti, ampak to se mi je zdaj najpomembneje in res mi je žal, da sem to naredil. Cenim tvojo iskrenost in upam, da bomo kmalu lahko spet prijateljem. Ampak nekaj me pa zanima. Koliko fotografij si prodal? Ja, ne želim se hvaliti, ampak mi je uspel prodati čisto vse te fotografije in to kar pa visoki ceni. Glede na to, da ti je uspelo prodati vse moje fotografije, ki jih prej sploh ni nihče opazil, moraš biti res nadarjen za prodajo. Ja, res je, prodaja mi gre pa kar dobro od rok, ampak brez tako kvalitetnih in dobrih fotografij res ne bi mogel tako uspeti. Kaj pa, če bi mi dva sodelovala? Kako to misliš? Poglej, jaz delam dobre fotografije, ampak jih ne znam prodajati. Ti pa si mojster prodaje, vendar nimaš materijala, katerega bi lahko prodajal. Če se združiva, lahko postaneva zelo uspešna. Odlična ideja! Svoje talente lahko združva in s tem dobro zaslužva. Sem se začel imeti resnično rad, sem spoznal, da sem vedno in ob vsaki priložnosti na pravem mestu in v pravem času in da je vse, kar se dogaja, pravilno. Od takrat dalje sem lahko miren. Danes vem, da se to imenuje zaupanje. Miha, kako pa je z naravoslovnimi vedami? Če ste misliš kemijo in biologijo, ti že kar takoj povem, da je to stvar, ki je nisem nikoli razumel. Kaj pa praviš na to? Kemija je veda, ki možgane razjeda. Za marsikoga res. Vendar je vedno nekaj dijakov, ki želijo o svetu atomov, molekul, kemijskih reakcij izvedeti še nekaj več. Pa naj ti povem nekaj zanimivosti. A veš, da je v našem telesu od 150 do 300 gramov soli, torej natrijevega klorida, da so piki čebel kisli, os pa bazični. Pa da je v tvojem telesu toliko ogljika, se še spomniš njihovega simbola, ne? Seveda, ogljik. C pa res. Ja. No, torej v sebi imaš toliko ogljika, da bi iz njega lahko naredil 9000 svinčnikov. Kemijski poskusi pa so ena preprosta in zanimiva stvar. Mi smo jih v prvem letniku naredili kar nekaj. Zadaj poteka poskus.
Wow, izgleda res zanimivo. Aha. Veš, jaz imam raje kemijo, ki je povezana z ljubeznijo, z mravljinci po hrbtenici in občutkom, da je v sobi premalo zraka, ki te kar vrže v steno in za katere ti ni nič jasno. To je tudi meni zelo blizu in tako kemijo brez težav razumem. Lepo. Waking in the river, walking over glass. Neighbor says we travel, well the time has passed. Peering from the mirror, no that isn't me. Stranger getting nearer, who can disperse some beat? You would know me at all today. From the fading light of light, rising like the phoenix out of the ancient seeking rest of the ventures. Rush of the ocean, human world. One sun transport, one sun rebirth. You know how it runs like a phoenix. That's you're my flame. Know about your business, act as you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you would know me at all. You have to see to believe. From the fading light of light, rising like a phoenix out of the ancient seeking rest of the ocean. Rush of the ocean, human world. One sun transport, one sun reborn. Our eyes up in the sky. You show me somber. I'm gonna fly. Rising like the phoenix out of the ancient seeking rest of the oceans. Rest of the ocean, you will walk. One sun transport, one sun rebirth. You know how it runs like a phoenix, but you're my flame. Mladi se pogosto znajdemo v težavah, ko imamo vsega dovolj in bi želeli nekaj drugače, ko smo v stiski. To se dogaja tudi dijakom naše šole, ki pri tem nismo sami. Z nami je naša šolska svetovalna služba in Jernej, ki nam pomagajo, da pogledamo preteklost, oblikujemo nove možnosti, izboljšamo pogled lastno življenje in si dovolimo postavljati višje cilje. Ko mladi vidimo svoje starše, si poglejmo v Janovi monokomediji. Staršem sporočamo, da je z njimi težko živeti, ne predstavljamo pa si življenja brez njih. Jaz ne morem več, sploh me noben ne posluša. Kaj je tej stenku? Dober dan. Ja, dober dan. Malo imam družinske težave s svojo 16-letno hčerko, oprostite. Ja, drugače, jaz sem Joško. Mislim, Jože sem, vi me lahko kličete Joško, okej?
In imam, ja, kot sem že rekel, te težave, 16-letno hčerko. Se drugače ne glih tako, da bi se midva kregala, samo včasih slišim, da ona vrešči v kakšni sobi, recimo znači vreščala v kopalnici. Pa ko je to? Pa kako sem lahko to kosmata pizda? Kaj je volk? Ali volk odlak, ali karkoli je kosmato na tem svetu, ej? Moja prijateljica, tako sam 2 leti je starejša kot jaz, pa nima pol tok tlak kot jaz. No, jaz sem pa bolj tako temnolasa, pa parata karata. Ampak, kar je pa najhujše pa to, da imam desno nogo ful bolj kosmato kot levo. In si predstavljate, da si na kakšni žurki in pa ste enemu všeč, razumeš, in on te pa tako začne božati po desni. Jaz pa skozi prikrižujem noge non-stop, stari po levi lahko božaš po desni, boš me podlam pa čist pa pikano pisa. No, sej drugač, ni to še najhujš, ona hoče biti, ka bo velika model. Mislim, sej drugač sem pa kar lepa, če ne štejemo mojih las pa obraza pa jošk pa riti, pa nog pa rok, sem pa kar lepa drugačja. Zdaj sem tudi začela ta vegan life, razume, sam korenčke jem pa kolerabo pa to. Sam koliko si jaz želim en hamburger pojesti, kad ko maščoba dolije. No, in ta solatka je res dobra za tvojo kožo, sploh nimaš nobenih mazolčkov in zelo priporočam. Drugače pa tudi skozi telefon piska, tako na vsake 5 minut, čist skozi. 100 fotkov, če ne dobim 500 followerjev, presveže, da sploh še zvim. Mogoče dobim kakšnega rabca. Sugar daddyja. Sugar daddy, skera jem! In pol ona govori od enih babyjev, pa od enih daddyjev, kva ona hoče imeti zdaj otroka, ali kva. A veš, ampak to še ni najhujš. Najhujš je pa to, mislim, sploh ne morem povedati. Okej. Zanč, ura je bila pol polnoči, okej? Jaz sem šel ji reči lahko noč, ker je pač mora iti spat, ker je jutri šola, da se spočije. In pol ona. Pa kaj s tabo, fotor? Kaj ti jaz gledam en krompir, da už ti se tako z mano pogovarjal? Jaz imam tu čustva, da veš? Tako kakor ti in vsi. Jaz jih imam tudi in ti se nauč tako z mano pogovarjal. No, fotor, če je bilo pa to vse, hvala, da smo šel pozdrav in se vidva jutr. Kva se je glih kar zgodilo? No in pa sem bil jaz čist zmeden in sem šel na eno predavanje za starše, razumeš, za one zgobljene starše, ki ne razumejo svojih otrok. Neka okrogla miza stvar, nekaj tazga. In kva sem jaz temu gotovo? Da to ni nobena miza, ampak da je to prostor, v katerega se baši na tisoče staršev, glih tuk zmedenih, kukar sem jaz in nimajo pojma, kaj se dogaja z najstniki. No in pa jaz temu vprašam une govorce, kaj ne naredimo, če imajo naši otroci slučajno take stiske, a ne? Vprašanje, katerega ste nas vprašali, je zelo zanimivo in zelo zapleteno. Mogoče vam bodo lahko naši kolegi za mano olajšali ta problem. No, daj, kolegi, vi povejte. Ja, tega se pa mi nismo učili v osnovni šoli. Drugač pa, če hočete vedeti več, zdajle imamo privat ure, sam 500 evrov na uro, tako da če hočeš vedeti, prid zdaj. Ja, nisem pol mogel iti, ne se veš, nimam tukaj budžeta. Ampak kaj sem pa jaz ugotovil, ko sem raziskal te najstnice? Da so čist tiste, kukar stare mamce. Razumeš, sam jamrajo, pa stokajo cele dneve, pa se pa ena pred drugo hvalijo, kira je bolj Boga, veš.
Isto kot una moja 80 let stara mama, ona je imela glih zadnjič eno prometno nesrečo, 8-krat se je po hribu navzdol z avtom zavrtela. Ja, ampak meni ni bilo glih čuden, da je imela ona prometno nesrečo, glede na to, kako ona voz. Meni je bilo bolj čuden to, da ona ve, kukat se je avto okrog obrnil. Kjer debil greš tet, kukat se avto okrog obrne? Ena! Dva! A veš, in pol ona šteje do 8. No dejmo avto, no! Pa dej se obrnem še dvakrat okoli, veš, koliko pa fajn, ker se bom lahko pred mašo v nedelo hvala, da sem se 10-krat s avtom okrog obrnila. Ja, če nikamor ne greš, pojnem pa ven. Te vidim zdaj, če mi kaj manjka. Aha, roko imam, to imam to, v noga imam to, ta mi pa manjka. Bom pa v nedelo 50 evrov puščo dala, pa bo vse nazaj zrastel. No in pa je ona res dala 50 evrov puščo naslednjo nedelo. Nič ni nazaj zrastel, se je pa še vsem pred mašo zbrala ta staromamska družba, po domače tercijalke in so začele. Ja, no Marija, kako si pa ti kaj preživela ta teden? Jaz sem ga zelo kvalitetno. Sem se pa kar 8-krat z avtom okrog obrnila. A ja, Marija, kaj je špela marčun, sem se pa 14-krat z avtom okrog obrnila. Ha, boljša sem. Ole, špelca gre. Dober dan, babe. Tamle so eni lepi gospodi, pa sem se mačkam takole malo čuden. A veš, da me bojo pogledali. Ja. No, špelce, kako si pa ti kaj preživela ta teden? Mi smo ga res zelo kvalitetno. Jaz sem se 8-krat z avtom okrog obrnila, ona pa 14-krat. Ko sem pa jaz kaj ta teden naredila? A ja, zdaj se spomnim. Jaz sem pa moža zabodla. Ja, čebulo sem rezala, pa Milena Balena ni hotela pomagati, pa sem ga pa kar zabodla, dementen ga je, če mi takole nič pomagal. No, in odkar sem ga jaz zabodla, to je pa najhujše, odkar sem ga zabodla, on sam tam na mer leži, te pa kdo kaj okoli bajte naredil, to pa nič. Ja, Micka, meni se zdi, da si ga ti ubila. Bom pa v nedelo 100 evrov premaž dala, pa bo vse dobro. Ja, a to je bilo vse. Zdaj, ko vidim, kakšne težave imajo te najstnice pa stare mame, sem prav vesel, da sem jaz in jih nimam tukaj takih težav. Tako da hvala lepa in adijo. Ples je skriti jezik duše, je nekoč dejala slavna ameriška koreografinja Martha Graham. V digitalni dobi slike gibov dobivajo milijone oblik. Neverjetne so, vendar nikdar ne bodo zmogle zamenjati plesa, ker ne dihajo. Ples je slavljenje življenja in je močno orodje izraza. Govori o zemlji in nebu. Govori o našem veselju, našem strahu in naših željah. Ples govori o nedotakljivem, a vendar razkriva stanje duha človeka ter značaje ljudstev. Lahko je to ples na tekmovalnem parketu ali pa na ulici. Ni pomembno, kdo ste in kje ste, pomembno je le to, da plešete.
Tryna catch me riding dirty. 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 My music so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty. Tryna 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 catch me riding dirty. Boom boom, body skibbity, boom 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 boom, body skibbity, boom 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 boom, pop pop boom boom, skibbity pop pop, skibbity wop pop pop, skibbity wop pop 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 pop, skibbity wop pop 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 pop, skibbity pop pop, skibbity boom boom, body skibbity, boom 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 boom, body skibbity, boom 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 boom, pop pop boom boom, skibbity pop pop. Hvala maturantom 4. D razreda. Dvorano ste napolnili s posebno energijo, z upanjem, s pričakovanjem in zadovoljstvom. Z razvojem človeštva pa se je razvijal tudi jezik. Pri nas se učimo dva tuja jezika, angleščino in nemščino. Davor in Lana nam boste razumevanje angleščine predstavila kar s pesmijo. You know I want you. It's not a secret, I tried. You know I want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, but fate is pulling your mouth. And out of reach from me, but when you feel me, so who can stop me if I that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Maybe the world could be mine. Nothing can keep us apart. You'll be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be.
So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy. You think I don't want to run to you, but there are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that's hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tell us what can we be? How can we rewrite the stars? Say that the world could be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. It's not impossible. Is it impossible? Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing can keep us apart, 'cause you are the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours tonight. You know I want you. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're about to break and our hands are tied. Hvala. Hvala. V pesmi sta se fant in dekle spraševala, ali lahko spremenita svojo prihodnost in sta skupaj, ne glede na to, kaj si drugi mislijo. Kaj pa si ti, kakšne občutke pa ti doživljaš ob tej pesmi? Meni se zdi, da je prihodnost možno spremeniti in živeti tako, kot si želimo. Je pa res, da to ni lahko. Zemeljskemu prostoru, v katerem vežejo ljudi jezik, kultura, način življenja,
skupna družbena volja, minulost in prihodnost pravimo domovina. Beseda, ki lepo zveni vsakemu zavednemu ušesu, je stvarnost, zaradi katere vemo, kdo in kaj smo in kam spadamo. Svojo prihodnost moramo graditi na podlagi zgodovinskega spomina. Ceniti in razvijati moramo svojo narodno zgodovino in si usaditi v naše mlade srca, da ne bomo nasedali tistim, ki hočejo dokazati, da smo narod brez prihodnosti. Videl sem sliko Slovenije posneto s satelita. Tržaški zaliv, črn kot črna kava, Ljubljanska kotlina s tanko meglico pokrita, belka slas, Soča. Sivka slas, Sava. Črn las, Drava. Vzhodne Alpe, vidi se vsaka tektonska razpoka. Čez Štajerske griče, ovčice. A dalje na vzhod, črni oblaki kot črna moka prekrivajo mile panonske ravnice. To ni zemljevid, to je prava fotografija. Na enem posnetku vse, kar imamo. Česar ni na tej sliki, nočemo, kar je na njej, ne damo. Tu smo, tu živimo. Slovenci, to je vsa naša bogatija. Tu govorimo mili jezik, izjemen po dvojini. Tu je naš dom. Tu vemo vse o tistih stezicah, poznamo vse brez poti in nosimo s sabo tu nekje čisto znotraj, njo domovino. Dan danes se velikokrat sprašujemo, ali sta domoljubje in domovinska vzgoja vrednoti, ki naj bi jo negovali tudi v šolah in učili ideološko neobremenjene mlade ljudi zgodovine, ki je omogočila narodovo preživetje. Za preživetje naroda ni pomembna le materialna blaginja, ki jo starši omogočajo svojim otrokom in poznejšim rodovom. Za preživetje in obstoj nekega naroda sta pomembna duhovni prostor in kulturno ozračje, v katerem se vzgajajo mladi rodovi. Pomembno je privzgojiti občutek narodne zavesti, da bomo in smo ponosni na to, da smo Slovenci, da znamo braniti svojo identiteto, svoj jezik, svoj prostor, v katerem živimo, tradicionalne vrednote ter svoje narodnostne in narodove pravice. Lepa je moja dežela, redkosti polna. Sem je stvarnik se javni mir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot je ni na svetu nikjer. Lepa je moja dežela, lepa do muke. Samo tu gruli prsteno grlo Rim. Samo tu so tudi groze manj hude. Samo tu lahko živim. Domovina ni samo ozemlje na zemljevidu. Zame je to nekaj, kjer si lahko to, kar si. To je tam, kjer se počutiš domače. Domovina je nekaj, kar nosimo s sabo v svojem srcu. To je to, kar nas naredi Slovence. Imejmo radi svojo domovino in jo spoštujmo. Drugim želim, da bi domovino čutili, kajti bistvo je očem nevidno, vidiš ga pa takrat, ko o njem razmišljaš. Ekologija, skrb za okolje, reciklaža, naravne dobrine. Vsak dan je teme, ki jih slišimo preko različnih medijev, teme, ki jih ozaveščamo na šolah. Glede na to, da je prihodnost v naših rokah, je potrebno, da se mladi spet približamo naravi in okrepimo svoj občutek za svet, v katerem živimo, da bomo v njem puščali zelene stopinje. En zamašek je kot kaplja, ko jih je veliko, je dež, izver, reka in morje. Tega se zavedamo tudi dijaki naše šole, se pridno zbiramo zamaške z zavedanjem, da največ prejmemo, kot damo, kot premo srce za nekoga, ki nas potrebuje.
Za 1 tono oddanih zamaškov dobimo približno 300 evrov. Ampak kaj dejansko naredimo, ko oddamo vrečo zamaškov? Ogromno. Bolni otroci, nezmožni hoje, te zamaške potrebujejo bolj, kot si ljudje mislimo. Torej, če se vrnem nazaj na vprašanje, kaj imamo od oddanih zamaškov? Mi? Nič. Razen manj zavzetega prostora po koših. Nekdo pa življenje. Zakaj je zamašek postal simbol človekove dobrodelnosti? O tem sem vprašala dijake Ekonomske šole Novo mesto. Ker lahko s tem nekom pomagaš, zberemo dosti denarnih sredstev in mu omogočimo neko lepše, boljše življenje, pa še nič ne stane. Ja uporabljam tudi za dobrodelne namene. Za mene je bilo to obvezno. Pomagam ostalim in s tem zbiram denar, kateri potrebujejo, ker so invalidi, pa otroci, ki ne morejo. Ja, če lahko s tem nekomu pomagam, ne, zakaj pa ne bi? Ker smo tudi zbirali za enega našega znanca, ki je rabil operacijo, pa tudi doma so me starši pripričali, da je prav. V šoli imamo zabojnik, kamor jih lahko polo damo in potem šola poskrbi, da pridejo v prave roke. Odnesem jih v trgovini. V šoli doma je povrnil samostan. Pogajam naprimer po šoli, ki so posoda za zamaške. Ja, v bistvu jaz jih nesem sosedi, pa jih ona potle, pa če dam na občino. Ko se nam napolne par vreči, pelemo. Pa vi zbirate zamaške? Take prispevke delate medijski tehniki? Res je, pa še veliko drugih stvari. Fotografiramo, delamo in oblikujemo spletne strani, skrbimo za grafično podobo podjetij, snemamo filmčke in podobno. Tale je nastal pri predmetu snemanja in montaža. Letos smo izdelovali informativne prispevke za mladinsko oddajo Akcija reakcija. 4C na temo ekologija, 4D pa na temo družbeno omrežje. Že več let se povezujemo s slovenščino in posnamemo predelane, aktualizirane motivi iz literarnih del. Imamo že kar lepo zbirko različnih filmov. Z njimi že 4 leta uspešno sodelujemo tudi na tekmovanju Slavističnega društva Slovenije Slovenščina ima dolg jezik. Letos so dijaki 4D na podlagi Kocbekove pesmi Deček na drevesu posneli filmček Primož. Oblake bežijo, trave se opotekajo, tla se majajo. Vse se premika. Kdaj sem splezel na drevo? Resničnost in videz, dvoje rečnih vesel, raba in domišljija, dvoje grešnih peruti. Kdaj sem splezel na drevo? Spomin in slutnja med vama se niha, enako blizu do dna, enako daleč do sebe. Kdaj sem splezel na drevo? Nebo spi z večnostjo, zemlja se ljubi žalostjo. Veter se igra z menoj, kakor s pozabljenim gnezdom. Kdaj sem splezel na drevo? Senca stoka v krošnji, mrak pokleka na zemljo. Poslednji sad pada v temo, kakor žuželka v jantar. Kdaj sem splezel na drevo? Kdaj sem splezel na drevo, če ne v otroški pravljici, ko večerna zemlja zapoje in se mlado srce prvič razkolje na dvoje? Primož, ta svet je grozen. Noben se noče pogovarjati z mano, noben me nikoli ne pozdrav. Sam sem, čist sam. Brez prijateljev, sfukano družino, briga mojega fotra zame. Mami, ja mami je pa itak skos v službi. Tam so me v šoli tako kakor vsak dan spet zajebavali. Že na hodniku se je vse začeli. Jaz hodim po hodniku in me spet cela šola gleda, kakor da sem nek nezemljan, ki je padel na zemljo. Pol stečem v razred in upam, da bo tam kaj boljša, ne? Ja, en kurac je bilo boljš. Takoj, ko pridem not, mi že v glavo prileti papirček.
Ura se še začela ni, pa mi v glavo prileti še 5. Po koncu pouka sem hotel čim prej domov, preden me najdejo te šolski nasilneži, ampak bil sem prepozen. Dolžan sem jim 50 evrov, ker jim nisem naredil domače naloge. Oni zelo radi izsiljujejo dijake za denar, še posebej mene. Ignoriral sem jih in poskušal iti brez pogovora mimo, ampak me niso pustili. Že od otroštva si želim sprezati na te, Primož. Sam si nikoli nisem upal. Sam danes. Danes pa tudi, če dol padem, ne bom nič zgubil in bom sprezal na te, ker me itak noben ne bo pogrešal od vseh naprej. Primož. Primož, še vedno ne moram na te sprezati. Po mojem nisem dovolj močen. Ne, Primož. Ne bom se več tle pomiljeval, pa si tle nekaj govoril, kako sem slab. Jaz bom na te sprezal, razumeš? Razumeš? Tega. Alo? Zguba? Alo? Ej, kaj ti gol? Nič ne javim te postoje. Dejmo. Dejmo. Stari, Ma, čade, glej ga spozi red. Dej, 5 je puzde i po tome stari. Nisem si mislil, da je tle gor tako lepo. Zgleda, da je vse možno, če imam željo, pa če si ne smilim sam sebi cele dneve. Svet je lahko spet lep. Vi ste pa že res strokovnjaki v tem. Hvala, ampak moram priznati, da imamo profesorje, od katerih se lahko res zelo veliko naučimo. Poleg tega pa je to tudi nekaj, s čimer se želimo ukvarjati v prihodnosti tudi mi sami. Kaj pa vi počnete, ekonomisti? Ja, mi pa ustanavljamo dijaška podjetja, ki si bolj zaklinjeni kot predložiti pri podjetniškem krožku. Letos smo imeli 3 zelo uspešnih dijaških podjetij, Notebook in Plamen. Izvirna naslova. Sara, kaj ste pa delali v Plamenu? Ustanoviteljice tega podjetja smo se odločile, da bomo znatno zmanjšale porabo parafinskih sveč in na slovenski trg poslale popolnoma ekološke nagrobne sveče, narejene iz stekla, kamna, rastlinskega voska, v prihodnje pa še iz odpadnega olja naše domače kuhinje. Decembra lansko leto smo se udeležile tekmovanja Moje podjetje, ki je potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Izbor najperspektivnejših dijaških idej je potekal pod okriljem javne agencije Spirit Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada. 10 najboljših ekip je dobilo finančno spodbudo v višini 500 evrov. Tudi mi smo prejeli to nagrado. Bila je korak bližje našemu končnemu izdelku. Poleg te zavidljive nagrade pa smo marca letos na drugem podjetniškem tekmovanju na tečaju Fakultete za ekonomijo in informatiko dosegle prvo mesto. Lahko rečem, da je bila to čudovita izkušnja, saj smo lahko svoje znanje uporabile tudi v praksi,
Spoznale smo same sebe in pridobile nova prijateljstva. Lep uspeh. S tem bi se pa lahko kar strinjala. Na šoli se dogaja še veliko zanimivega. Res je, na šoli je letos začela delovati dijaška razvojna skupina. Glede na to, da ti sodeluješ v 40 skupin, na nekaj več. To je skupina dijakov, ki želimo z raznimi projekti izboljšati šolo in se naučiti nekaj novega. Verjetno si opazil, kako smo v decembru za Božička delili bombone, pa smo obešali slike po celi šoli. Marca pa smo organizirali tudi podnebni štrajk. To je potekalo nekako tako, da smo mladi po celem svetu odšli na ulice in od politikov zahtevali, da nekaj ukrenejo glede podnebnih sprememb, da uvedejo nova pravila in ukrepe. Pozdravljeni! Danes vam bomo v kratkem videu poskušali prikazati, koliko odpadkov proizvede ena sama oseba v enem dnevu. Najbrž smo že vsi slišali, da je naš planet vsak dan bolj onesnažen in poln z odpadki. Plastična embalaža, plastični izdelki za enkratno uporabo, kot na primer slamice, palčke za ušesa, plastični pribor, kozarčki in krožniki so najbolj nepotrebni osnaževalci okolja danes. Pa saj to že vsi vemo. Vprašanje pa je, ali se tega zavedamo? Človeška navada je, da kažemo s prstom na druge, namesto da bi se zamislili sami pri sebi in pripomogli k boljši prihodnosti. Zavedati se moramo, da odpadke, ki škodujejo našemu planetu, proizvajamo mi sami. Zaradi njih pa trpijo tudi druga živa bitja. Vsako leto je v morju odvrženo skoraj 9 ton plastike, kar je enako enemu tovornjaku plastike vsako minuto. Zaradi odpadkov se živali, ki so do sedaj v vodi živele nemoteno, vanje zapletajo, ujemajo ali pa jih zamenjajo s hrano in se z njimi zadušijo. Raziskava je pokazala, da je v morju trenutno čez 150 milijonov ton plastike in če bomo nadaljevali s takšnim ravnanjem do leta 2050, v oceanih več plastike kot rib. Okolju bi najlažje pripomogli z ločevanjem odpadkov. Se ni tako težko. Embalaža gre v smetnjak za embalažo, papir za papir in ostali odpadki v koš za ostale odpadke. Že samo z ločevanjem lahko zmanjšamo možnost, da bodo vaši odpadki končali okoli vrata želve v morju ali pa v grlu ptička na ulici. Zakaj ne bi namesto, da v trgovini vsakeč kupite novo vrečko, prinesli svoje? Zakaj ne bi namesto pakiranega sadja in zelenjave kupili svežega na tržnici in ga domov odnesli v isti vrečki kot vsakič? Zakaj bi žvečilko ali cigaretni ogorek vrgli na tla in dovolili, da se z njim zaduši kakšen ptič, ko pa so smeti tako blizu? Zakaj bi kupili novo steklenico vode, ko pa je tista od prejšnjega dne čisto v redu? Samo novo vodo je treba natočiti. Prosimo vas, razmislite, preden utrgate novo vrečko za sadje in zelenjavo, preden na blagajni kupite novo plastično vrečko, preden žvečilko pljunete na tla in še posebej preden odpadek, ki leži na tleh, pustite ležati na tleh. Poberite ga in ga odvrzite v koš za smeti. Planet vam bo hvaležen. Eno osebo v enem dnevu proizvede toliko veliko odpadkov. Več kot polovica teh odpadkov je nepotrebnih in mislim, da se treba zamisliti, preden je prepozno. Čisto imamo na šoli veliko talentiranih dijakov. Jane Goodall je dejala, vsak posameznik je pomemben. Vsak posameznik ima svoje poslanstvo, vsak posameznik spreminja svet. Šola ni le zgradba, to smo ljudje. Mi, ki prihajamo v šolo in vi, ki delate tukaj. Za doseganje zastavljenih ciljev smo vsi soustvarjalci in vsak od nas prispeva svoj del potrebnih življenja v šoli. Hvaležni smo delavkam, ki skrbijo, da prihajamo v očiščene prostore, hišniku, ki popravi vse, kar se uniči, računovodkinji in tajnici, ki skrbite, da so urejeni vsi naši pogosto površno izpolnjeni seznami, računalničarji, ki ne skrbijo za tehnologijo, ampak tudi za nas na športnih dnevih in ekskurzijah.
in seveda ravnateljici, ki vodi vse skupaj in skrbi, da vse poteka pravilno ter da smo vsi zadovoljni. Le kako je to uspe? Kaj pa če bi jo kar vprašali? Dobra ideja. Vabim gospod ravnateljico, da se nam pridruži in z nami deli svoje občutke o letošnjem šolskem letu. Še eno šolsko leto se počasi približuje k koncu. Lahko rečemo, da je vsako neponovljivo, polno novih znanj in življenjskih spoznanj in z jasnimi cilji in odgovornim delom vas poskušamo voditi po poti spodbudnega in zdravega okolja do željene šolske uspešnosti. Zavedamo se, da to pot oblikujemo skupaj z vsemi, ki jih šola oziroma naš šola povezuje. Nova znanja in spretnosti dobivate dijaki tako pri pouku, kot tudi ob številnih dejavnostih, ki jih šola organizira poleg rednega pouka. Naj omenim tukaj predvsem izbirne vsebine, interesne dejavnosti, aktivna soudeležba v različnih kulturnih prireditvah in še bi lahko naštevali. Dragi dijaki, verjamem in zaupam, da se vsak trudi po svojih najboljših močeh in črpa znanje iz mnogih ponujenih priložnosti. Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, vaše vloženo delo pri posredovanju znanja in predvsem delo na vzgojnem področju, ki dijake usposablja za učenje skozi življenje, bo njim najboljša popotnica, vam pa motivacija za nadaljne delo. Šola, starši in učitelji moramo delati z roko v roki. Samo skupaj lahko dosežemo, da vas dijake pripravimo, da vstopite v svet odraslih, da imate dovolj samozavesti in predvsem dovolj potrpljenja, da lahko s stalnim učenjem in odgovornim odnosom pogumno stopate po poti svojega življenja in predvsem, da razlikujete med tem, kaj je prav in kaj je dobro. Naj tukaj še enkrat spomnim na citat, ki ste ga danes že enkrat slišali, to je citat dr. Jane Goodall, ki je dejala: vsak posameznik je pomemben. Vsak posameznik ima svoje poslanstvo in vsak posameznik spreminja svet. Eden takih mejnikov, ki nam je temeljito spremenil življenje, je bil tudi 25. junij 1991. leta, ko je takratna ljudska skupščina razglasila državo Republiko Slovenijo. To razglasitev so prevevala močna čustva ljubezni do domovine in ljubezni do lastnega doma. Res pa tudi je, da smo morali to svojo domovino že naslednji dan braniti z orožjem v rokah, tako teritorialna obramba Republike Slovenije kot tudi slovenska policija. Letos praznujemo že 28 let, odkar živimo v lastni državi. Z rojstvom dobi človek pravico do sanj. Z delom dobi pravico, da združuje življenje in svoje sanje. Mi smo oboje združili pred 28 leti. Zase, za mnoge rodove Slovencev, ki so nekoč sanjali o lastnem domu, in tudi za prihodne rodove, ki bodo na teh sanjah gradili nov svet. Kako nam uspeva življenje v šoli, organizacija tega življenja, verjetno brez vztrajnega in trdega dela celotnega učiteljskega zbora, to nikakor ne bi šlo. Hvala lepa. Hvala za vaše besede. Na šoli je toliko čudovitih in delovnih ljudi, da me res ne preseneča, da smo tako uspešni. Tako je. Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši, je zapisal Stephen Covey. Tako.
Uspeh je raznolik, ima več plati in je predvsem sad načrtnega in učinkovitega dela. Nikoli se ne zgodi kar tako sam od sebe. Odvisen je od vsakogar, ki se vključuje in ima cilj ter začrtano pot. Tudi naša šola kot izobraževalna ustanova želi dosegati cilje v skladu z vizijo in osnovnim poslanstvom, torej kakovostnim izobraževalnim procesom. Postavljeni so bili cilji na različnih strokovnih področjih, ki smo jih v tem šolskem letu uspešno dosegli. Zato smo se danes zbrali, da vam s slovesnostjo izkažemo zasluženo pozornost, ter vas dobro popotnica pospremimo v svet, svet poln izzivov, spoznanj in znanj. Ponosni smo na vas, saj ste dokaz našega uspeha, pa ne samo dobrih ocen v spričevalu, ampak tudi dobrih dosežkov na drugih področjih, ki so dokaz, da smo na pravi poti, da delamo dobro, da se pravilno odločamo, kar dokazujejo številna letošnja priznanja. Prosim gospo ravnateljico, da podeli priznanja. Zlato priznanje je prejela Urška Novak iz 4. A, jaz Sara Cajnar iz 3. B, Adriana Dejek iz 3. C, Karin Golobič iz 3. C, Janja Benedikt pa je prejela zlato priznanje iz Cankarjevega priznanja. Janja. Anja Mlakar prejme zlato priznanje Anja Mlakar prejme zlato priznanje iz državnega tekmovanja iz matematike. Jernej Ravdar iz 2. B prejme zlato priznanje iz državnega tekmovanja iz znanja ekonomije. Janja Benedikt iz 2. B prejme srebrno priznanje iz državnega tekmovanja iz matematike. Lena Hen iz 1. A prejme zlato priznanje, srebrno priznanje iz državnega tekmovanja v veleslalomih. Nika Te Prelik iz 3. B je že prijela srebrno priznanje, pa tudi Gregor Kovačič. Vani Gabrielo Kerlec iz 1. E prijela je srebrno priznanje iz državnega tekmovanja v tehniki prodaje. Tadej Rolik iz 4. A je prijel srebrno priznanje, Klaudija Gregorčič iz 4. A, Bojan Milojkovič iz 4. C, Jure Gačnik iz 4. C, Jan Martinčič iz 1. C prejme srebrno priznanje iz regijskega tekmovanja slovenščine in jezik. Anja Mlakar iz 2. B prejme srebrno priznanje iz državnega tekmovanja iz matematike in Jernej Ravdar iz 2. B prejme srebrno priznanje iz državnega tekmovanja iz znanja ekonomije. Pohvalo so prijeli Daniel Rapuš iz 4. D, Klemen Sofrič iz 4. C, Jure Gačnik iz 4. C, Bojan Milojkovič iz 4. C, David Ahčič iz 4. C, Petra Slanc iz 4. C, Lara Zupančič iz 4. D in Natalija Štefanič iz 4. D. El Papeš iz 4. D, Aljaž Vrhovšek iz 4. D, Nika Primc iz 4. D, Larisa Matijevič iz 4. D, Jaka Kladivnik iz 4. D, Nika Judeš iz 4. D, Tjaša Gorenc iz 4. D, Gregor Kovačič iz 3. E, Domen Zupančič iz 4. D in Sara Krevalj iz 4. D.
Letošnje šolsko leto se hitro pridružuje h koncu. Kot vsako leto je bilo tudi to polno izzivov, lepih dogodkov, pa tudi razočaranj in solza. Čestitamo vam za uspeh, ki ga boste dosegli. Vemo, da ni bilo vedno enostavno. S trudom ste se priborili nova znanja in veščine. Izobrazba je najmočnejše orodje, s katerim lahko spreminjamo svet. Znanje je tisto, česar nam nihče nikoli ne more dovzeti. In znanje je lastnost samozavestnih ljudi. Prepričani smo, da bodo počitnice polne dogodivščin. A ne pozabimo, da je tista prava, velika dogodivščina to, da se vsi brez izjeme iz dneva v dan soočamo s svojo odgovornostjo. Želimo vam moči, ljubezni in zaupanja vase, da bi bili tej dogodivščini kos kar največ dni naših mladih življenj. Veš, skozi najin celoten pogovor sem ugotovil, da je šola mnogo več kot sinonim za posredovanje znanja za našo prihodnost. Zavedati se moramo, da smo mi tisti, ki predstavljamo šolo in ustvarjamo vzdušje, zato se mi zdi prav, da pri tem čim bolj aktivno sodelujemo. Hvala vsem, ki ste z nami pisali današnjo zgodbo. Veseli smo, da živimo v tako tesno povezani skupnosti, kjer skrbimo drug za drugega in nam je mar za dobrobit vseh. Tako je. Prav imaš. Prav imaš. Šola smo ljudje.